Koncept razširjene odgovornosti proizvajalca je strategija, kjer v bistvu se prenaša odgovornost za proizvod tudi potem, ko proizvod postane odpadek in ga potrošnik odvrže. S tem naj bi spodbudili proizvajalce, da bi bolj razmišljali o proizvodi skozi njihov življenjski krog in v bistvu zahtevali tudi, da proizvajalci sprejmejo odslužene proizvode oziroma da poskrbijo za reciklažo pa za ustrezno obravnavo odpadka. V novejšem času pa v bistvu s predlogom nove direktive oziroma spremembe direktiv na področju odpadkov pa razširjena odgovornost proizvajalcev dobiva dodaten pomen. In v bistvu se postavljajo okoljski cilji, da naj bi se proizvodi večkrat uporabljali, da naj bi bili tehnično trajni in tudi potem, ko so odsluženi, naj bi bili primerni za pripravo za ponovno uporabo in za reciklažo. Tako da so postavljeni zelo jasni cilji pred proizvajalci, kako naj v bistvu okoljsko oblikujejo ali pa dopolnjujejo svoje proizvode. In se ti cilji skladajo tudi s cilji tako imenovane krožne ekonomije, ki je v bistvu podprta zdaj tudi s tehnologijo digitalizacije in povratne logistike in v bistvu tudi vse večje koncentracije prebivalcev v mestih. V sredini marca je predvideno plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Ta zakonodajni predlog, ki ga je pripravila Evropska komisija, obravnavamo na svetu Evropske unije in pa hkrati je potekal tudi odbor za okolje v Evropskem parlamentu. Odbor za okolje je sprejel določene odločitve in dal tudi preko 100 amandmajev na predlog komisije in je to še vse v fazi usklajevanja. Zdaj, če bo prvo branje šlo skozi, kar pomeni, da bosta našla kompromis Svet Evropske unije in pa parlament, potem bo potrjen ta zakonodajni predlog. Vkolikor ne, pa bo to še nekaj časa trajalo. In ko bo potrjen ta evropski odpadkovni sveženj, je potrebno nekako pol leta do 8 mesecev, da se vse to prevede, da se objavi v uradnem listu in šele potem, ko je to objavljeno v uradnem listu, potem pa države članice morajo prenesti odpadkovni sveženj. V kolikšnem času je pa še predmet pogajanja? Ali bo to 1 leto, ali bo 2 leti, je še vse predmet pogajanja. Tako da tukaj smo pred prvim branjem v Evropskem parlamentu in v usklajevanju. Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja sprejet je bil v lanskem letu junija 2016, to se pravi, noter je kar nekaj ukrepov, kar se tiče menedžmenta oziroma ravnanja z odpadki in pa tudi preprečevanja. In seveda parcialno se izvajajo ukrepi, nekaj ukrepov bo tudi v nekaj novih zakonodajnih ukrepov in seveda zdaj nam je prva prioriteta, da naredimo zakonske podlage, neko novo osnovo za nadaljne podzakonske predpise, to se pravi prioriteta sedaj na Ministrstvu za zakon o varstvu okolja, njegova sprememba. V krožnem gospodarstvu ima pomembno vlogo inovativnost. Kako v vašem podjetju pristopate k spodbujanju inovativnosti za izboljšanje okoljske zasnove proizvodov? V podjetju imamo 2 stebra v tej smeri. Eden je splošna inovativna dejavnost, drugo je razvojna inovativnost. In pri razvojni inovativnosti kot glavnem stebru, ki snuje nove izdelke, imamo projektno vodenje. Ko pridemo nekje do tistega izdelka, ki ga želimo razvijati, se vse skupaj prenese na projektno pisarno, na projektni svet in tam se v bistvu presojajo te vplivi na okolje, možnosti, ki jih imamo. Vemo, da je material v naših izdelkih ena pomembnejših surovin, energija zelo pomembna čez celotno življenjsko dobo, hrup pri naših produktih je zelo pomemben in to so 3 kazalniki, 3 faktorji, ki jih ob vsakem, kako naj rečem, novem projektu, ki se ga gremo, se to preuči prek faz razvoja in s tem enostavno z stalno propagando o vplivih tega in možnosti, ki jih imamo v tem področju, pa v končni fazi pridejo iz tega produkti, ki
pomenijo dejansko neke preskoke v miselnosti, v porabi energije, energentov in to je tisto, kar nas pelje naprej in kar nam daje tudi konkurenčno prednost.